Pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Pozdravljen, Matevž. Kako si? Smo že bili boljši. Sem videl zdaj zadnje cajte, si se na zgodnje pomladansko čiščenje lotil. Tudi to. Tako da kaj, najprej napotiva poslušalce na tvoj Facebook. Ne. No, ne bova jih, malo pa zanimivo tema. Saj jaz osebno sem se ene parkrat spomnil, pa zmeri pozabil na to. Ampak tema današnje oddaje je Python, programski jezik Python. Zakaj? Zaradi tega, ker se je izkazalo v zadnjih letih, da se je programski jezik Python precej dobro zakoreninil v različna BIM programska orodja. Če jih naštejemo samo neki, recimo v Dynamo, se da v Pythonu napisati skripto, ki potem pač na tistem nodu nekaj naredi. Archicad bo v novi verziji 23 imel tudi možnost nadgradnje Archicad oziroma pisanje pluginov v programskem jeziku Python. Precej podobno, kot ima Alplan že kar nekaj verzij. Mislim, da je bila prva verzija 2017, tako da v tem času so se jasno stvari razvile tudi za Alplan. To je en izmed glavnih razlogov, zakaj bi bilo pametno v okviru BIM pogovorov govoriti o Pythonu. Robi, kakšen začetni komentar na to? Ja, mislim, to snimamo ravno v pravem času, ker sem zdaj tudi začel malo bolj podrobno gledati ta Python iz enih drugih razlogov, pa glede na to, da kar precej programiram v drugih jezikih, bi rekel tako, no, mislim, luštna stvar. To tudi mislim, da je eno izmed prvih vprašanj, zaradi tega, ker pač vem, da znaš programirati, ne vem, v žnje jezikih. Kaj, če začneva naštevati, da bova celo oddajo naštevala sam to, ne? A to pa ni res. To sploh ni res, to me tleš malo pretiravati. No, ampak poznaš tiste, ki jih jaz v glavnem ne? To ne, ampak v glavnem oba so poskusila marsikaj in oba se verjetno strinjava, da jave, če nikoli več ne vidimo, bo čisto v redu, ja. Bo čisto v redu. Pa so pa taki, eni, ko so že praktično izumrli, pa eni, ko, ne vem, mogoče enkrat bojo, pa tisti, ko so z Microsoftom povezani, ko se jih tudi oba izogiba v zadnja leta. Pa tako, no, jaz pa se veš, da jaz sem bolj, imam rad programiranje na spletu, tako da sem zadnja leta predvsem v PHP-ju programiral, tam nekje ostal, ker mi je tak zelo priročen jezik za to, kar sem počel. Ampak potem ta Python ima pa ene druge stvari, mislim, ki so zelo zanimive, pa čisto razumem, zakaj bi inženirji to uporabljali. Ja, zaradi tega, v bistvu stvari so tukaj vsekakor večplastne, tako kot si rekel, zakaj bi inženirji uporabljali, to se ne omejuje samo na pač uporabo Pythona znotraj teh BIM orodij, ampak tudi sicer zelo nasplošno. Ena taka tipična stvar, ki jo običajno omenjam, je, da Python v povezavi z določenimi Python knjižnicami, ki dajo določeno funkcionalnost samemu programskemu jeziku za delo z matrikami, za izvajanje različnih algoritmov in pa konec koncev risanje raznovrstnih grafov. Skratka, če te stvari skupaj zložiš, dobiš bolj manj MATLAB ven. In MATLAB vemo, da je pač program, ki precej stane. Po drugi strani je Python vsemi temi knjižnicami, ki jih bomo recimo omenili v tem podcastu, v tej oddaji in pa morda tudi kakšni naslednji, je praktično zastonj. Mislim, ne praktično, ampak je zastonj. Ja, je zastonj. No, in zdaj vsi poslušalci, no, ki se tega še niste lotili, pa mogoče vidite kako uporabo, kako potencialno uporabo, bi rekel samo, da se morate lotiti. Ne. Je pa namen te oddaje, da dava ene par napotkov, kako se tega lahko lažje lotite, da ne boste delali ali pa ponavljali napak predhodnikov. Ne. Ja, sej v bistvu tle ni dilema, da se ne bo začela prerekati ali pa sploh kogarkoli pripričevati, da je pa Python v bistvu najboljš pod soncem in tako naprej. Je pač en izmed programskih jezikov, tako ki je še, ne vem, 1000 drugih, ki se je pa
zaradi različnih razlogov precej dober prijel. In je že tudi kar v leti. V bistvu zadeva je kar stara že, ne? A res, koliko je staro to? Moram malo golfati, pa sem šel na spletno stran pogledati in je začel je tale Guido van Rossum, Nizozemec, ki je dopred, se mi zdi, letom ali dvema v bistvu dejansko vodil ta projekt Pythona od leta 1980. Okay. To je 40 let zdaj. No. Skratka, programski jezik ni nekaj, ta konkreten ni nekaj, kar bi se iznašel z, ne vem, s pojavom iPhona ali kaj podobnega, ampak je dejansko zadeva že zelo stara. Tako da, ja, jaz sem bil tudi presenečen, ko sem to videl in koliko časa je ta programski jezik živel. Še preden sem jaz sploh o tem kaj vedela. Ne? Ampak čakaj, nekaj te moram prekiniti. Kaj si rekel, začel se leta 1980? Ja, prav si slišal. Ne, nisi to pa nisi prav prebral, ker jaz tudi ravno kar berem. In je nastal konec 80-ih in je v bistvu prva implementacija bila leta 89. Tako da malo si ga postaral. Ja, pravkar berem tvoj link, History of Python. Ja, ampak dobro. Kaj pa je 9 implementation? Ok, začel, ampak projekt se, zdaj je stvar. Ne, stvar je, če prebereš od začetka, vidiš, da je normalno, ne? Da je bil pač začet ta projekt Python. In the late. Ja. To najbolj, da vidiš, da moramo zbrisati tole vdajo, v bistvu na koncu. Da, to se hoče reči, da mogoče se pa videl, da se skrega. No, evo, vzamem vse nazaj. 30 let je mimo. 80 je zelo lepa leta. V 80-ih? Okay. Če bi jaz pravilno prebral, bilo vse v redu. No, ampak kljub temu, jaz sem mislil, da je to bolj tako 2000 naprej. Sem kar malo presenečen. No? V bistvu od 2000 naprej. Ampak zdaj vidim, da je v bistvu takrat je bila verzija 2 izdana že. Tako da. Ja, no, vse kol verzije, tako cela, ne bom rekel zmešnjava, ampak nekaj, kar se je treba navaditi. Tudi tisti, ki recimo bi šele zdaj začeli s Pythonom, je toliko enih stvari na internetu dostopnih, ki se tiče različnih verzij Pythona, da je dejansko treba v teh verzijah nekaj malega vedeti, zato da znaš prepoznati tisti odgovor, ki si ga morda našel na internetu na neki spletni strani, dejansko za ta pravo verzijo Pythona ali ne. A lahko mogoče en primer, recimo, kaj je razlika med verzijo 2 pa 3? Kot rečeno, jaz sem nov v tem in sem bolj v verzijo 3 gledal. Ena osnovna stvar je, da v trojki, se pravi, to zadnja verzija Pythona je verzija 3, mislim, plus še tiste pike v zadnji, ampak načeloma verzija 3 in od verzije 3 naprej je ena taka zadeva, ki je bila spremenjena in to, da se za funkcije, pri klicih funkcij zahtevajo oklepaji. A prej ni bilo treba? Se pravi, prej si lahko napisal print, presledek, pa v bistvu recimo argument, ali pa si kar argumente naštel, se pravi brzo oklepajo. Od verzije 3 so pa te oklepaje obvezni. Bom jaz kar na trojki ostal. Ne, absolutno trojka, ker dvojka se ne razvija več in je v bistvu bilo zdaj zadnje leto, zdaj sem pozabil datum, je bila izdana zadnja verzija pač dvojke. 2.9 nekaj ali 2.7 nekaj. No. Ampak to je tako stroga ločnica med dvojko pa trojko. Ja, v bistvu ne. To je tudi glavna težava. Ne? Se pravi, ni združljivo za nazaj, se pravi, karkoli pišeš v verziji 3, pa v bistvu hočeš potem z Python verzijo 2 interpreterjem pognati, v bistvu zadeva ne bo delala. In obratno, ne, seveda. No, ampak zdaj, če bi primerjal, če smo že prej omenjali PHP, ne, to lahko tudi prednost. Sej PHP je pa do verzije 5 je vse v bistvu dopuščal. Ne. Dobro, zdaj tisti, ki poznate PHP, veste, da malo posplošujem. Potem je verzija 6 kar preskočil, zdaj pa verzija 7, ko pa dejansko ful stvari ni združljivih za nazaj, med drugim tudi neke funkcije za povezavo z MySQL-om pa to. No. To
to pa tudi ni prava pot, če bi tako rekel. Ne? Če so desetletja nekaj podpira, zdaj pa preskoči. Tako da jaz mislim, čisto razumem to odločitev. No? Ja, v bistvu, še ena stvar je, ki pa recimo se nas bolj tiče, ne angleško nujno govorečih, je pa to, da od verzije 3 naprej dejansko delajo Unicode 8, tako kot je treba. Ne? A ja, prej ni, prej so bili težave. Prej je bilo to cela zmešnjava. Od takrat naprej, od verzije 3 so pa stringi takšni, kot si jih mi predstavljamo, da morajo biti. Taki, da lahko noter, če že napišeš čisto normalno, ne da bi zraven moral klicati ne vem koga na pomoč. Ne. Tako da ja, to je kar velik plus. Ne. Tako da ena stvar, ki je jasno, ker je Python odprtokoden programski jezik, recimo pač spletna stran za sam programski jezik je python.org, tam tako dobite vse potrebne in nepotrebne informacije, vključno jasno tudi dokumentacijo za vse funkcije in različne verzije in ne vem kaj že vse. V bistvu hotel sem reči to, zato ker je Python odprtokoden programski jezik, je zelo veliko programov, recimo en tak tipičen, ki ga mogoče poslušalci poznajo, je ArcGIS. Skratka, to je program za obdelavo GIS podatkov, kar pomeni bolj manj geodeti živijo v tem programu 24 ur na dan. Ne. No in ArcGIS je program, zdaj ne vem, če je v zadnji verziji še zmeraj tak, da je v bistvu sabo, ko ga inštaliraš, dejansko prinese Python, ampak Python verzijo 2. Kar se pozna potem, ker ni problem, da imaš več verzij Pythona nameščenih na istem računalniku, vse v redu, ampak to moraš vedeti, ne? Ker potem pač, če hočeš konkretno verzijo Pythona programa pognati, se pravi zato, da izvedeš svoje skripto, potem je pač treba vedeti, kako so te poti nastavljene, da po pomoti ne poženeš Python, ki je skupaj z ArcGIS-om prišel. Ne. Tako da ja, zmeri so pol kakšne takšne čudne težave, ampak, ko si že omenil z inštalacijo, spet kot posledica odprtokodnosti je podobna zgodba kot recimo pri Linuxu, ko imaš različne distribucije, je tudi v sklopu programskega jezika Python je možno ta Python dobiti skozi različne distribucije. Ena taka klasična je jasno ta, ki je recimo official na python.org. Bom rekel, za tiste začetnike morda niti ni najbolj primerno, da tisto namestijo, ampak za tiste, ki bi recimo želeli s Pythonom nekaj začeti delati, bi jaz toplo priporočal, da grejo na Anaconda Python. To je pa ena distribucija, ki jo sicer mislim, da je angleška firma, ki se ukvarja z procesiranjem podatkov, pripravlja. In posebnost te distribucije je potem, da vključuje praktično vse knjižnice, ki bi jih kadarkoli kdo potreboval. To je v tisti official distribuciji v bistvu treba pol sprot nalagati, takrat, ko rabiš recimo neko NumPy knjižnico, jo pač namestiš, ni ne vem kakšen big deal, ne? Ni težko, ampak je pač korak, ki recimo, če si recimo malo začetnik, pa bi rad sam malo probal, pa da bi rad te programike ali pa neke skripte, ki jih nekje dobiš, takoj delajo, potem je pač Anaconda Python recimo bolj nekako prijazna zadeva, vsaj za začetek. Ja, pa poleg Pythona Anaconda pa nese sabo še en kup nekih orodij za razvoj pa nekih umestnikov. Ja, pa absolutno je nekako skonfigurirana tako, da je kar se da hitra zadeva. Zato tudi recimo tisto nekako, da je MATLAB v bistvu Python plus nekaj knjižnic, lahko bi nekdo takoj govarjal, MATLAB je pa ja zadeva, ki je hitra in ne vem kaj še vse. Ja, res je, MATLAB je hiter, ampak Python v kombinaciji s temi knjižnicami je točno toliko skoraj hiter kot MATLAB. Tako da ni to nek razlog, zakaj se pa tega ne bi šel. Ne. Tako da, ampak to dejansko pomeni, da mora biti te knjižnice pravilno
nameščene, skompilirane in skratka pripravljene za to delo. No, malo smo že zajadrali v neke podrobnosti Pythona. Ja, no sej, mislim, pri teh programskih jezikih zelo hitro zajadraš potem v podrobnosti in zelo težko je začeti, ne. In jaz zdaj lahko rečem, da sem pred kratkim prvič dejansko namestil Python na svoj računalnik in sem šel čez to, no, in lahko rečem, da je Anaconda res nekaj zelo uporabnega. Čeprav je pa tudi tam kar malo zmede, no, ker je en kup nekih zvezkov, to so neki pač okolja za pripravo ali pa urejanje te Python kode, pa pol je 100 načinov, kako to zaženeš. Pa... Ja, trpi za tisto zadevo odprtokodnosti, kjer se da vse narediti na milijon načinov. Ni pa enega pravega. No, ni pa enega, recimo res tistega, ki ga pol na koncu si začnejo uporabljati. No, ampak lahko rečem, da takoj, ko ti postane stvari malo bolj jasne, no, mogoče tudi imam malo več kilometrine kot do drug, no, ampak pa zelo hitro dojameš, pa lahko napreduješ. Je pa tako, no, zanimivo, ne. Dopušča zelo veliko, obenem pa ima pa ene omejitve, ko jih pač enostavno moraš vedeti. Ampak to je tako z vsemi programskimi jeziki. Da eni so, pač, je pa v bistvu mogoče ena stvar, ki je treba poudariti tukaj, je to, da je Python interpretiran programski jezik, ne. Kar pomeni, da tistega koraka prevajanja programske kode v izvršno kodo v bistvu ni tukaj. Oziroma se v ozadju izvede v bistvu prvič, ko se nekaj zgodi, ne. To imate pa skupnega s PHP-jem. Ja, predvsej. Ne. Je pa zanimivo, ne, da je zelo veliko teh takšnih programskih jezikov trenutno v uporabi. Od Pythona, PHP-ja, Dart je tak, Ruby, cel kup je takšnih. Ne. Mogoče vedno je nekako veljalo, da so te programski jeziki, ki so interpretirani, počasni. Ampak zdaj so računalniki tako blazno hitri, da to počasnost v bistvu je niti ne opaziš več. Ne. Moram reči, da je zanimivo to, da ta Python, vsaj v takšni obliki, ker recimo ali se ga pri nas na faksu uporablja po različnih predmetih. Recimo jaz stvari za študente pripravljam na Macu, v učilnicah imamo Windows nameščene, stvari delajo brez problema. Nobenih stvari ni treba spreminjati. Tako da to je kar tak velik plus, da pač te stvari konkretno delajo na različnih operacijskih sistemih brez problema. No, za eno stvar so lahko problemi, no. Z šumniki pa Unicode s tabelami, ampak ok. Ne, to dela. Ja, če uporabljaš prave urejevalnike dela, če pa ne, pa ne. Ja, Poskusil Notepad odpreti. Ne, to, ja, v kjer mu Notepadu? Notepad plus? V belesnici. Tis je, mislim, da je zdaj 2020 Microsoftu lahko predlagamo, da bi ta program kar umaknil ven iz operacijskega sistema, zato ker je pa... No, ampak hotel sem, veš, nekdo mora dati nekaj negativnega zraven. Ne, vse negativnih stvari je veliko, ne. Ampak to je mogoče za kdaj drugič, tako da danes smo samo pozitivni. Danes je vse lepo, Python je zakon. Ja, danes je tisko vas na mami na njega, pa drugič pa realna tla. No, ampak prej v uvodu sem nekaj obljubljal, da je Python nekako dober poročen z BIM programskimi orodji. Rečeva še kakšno na to? Ja, deva. Zdaj, jaz bi sam, preden boš začel z Revitom pa Dynamom, no, bi sam povedal, da sem jaz v bistvu, ko je bila build konferenca v Sloveniji, mislim, da bo to lani, ne 2 leti nazaj že zdaj, sem videl, so imeli eno celo delavnico o tem, kako lahko Python direktno noter v menije v Revit prineseš prek nekega umestnika, Revitovega umestnika. No. In takrat so predstavljali tudi ogromno orodij narejenih v Pythonu, ko lahko olajšajo delo v Revitu, pri čemer so uporabljali pač te API-je oziroma te programske umestnike Revita. Pa tudi neki Dynamo, pa tako naprej. No.
In že takrat se mi zdaj to blazno zanimivo. Ampak še bolj zanimivo se mi zdaj pa zaradi tega, ker če bi tiste ljudi poslušali, bi mislil, da mora biti gradbenik tudi pol programerja, ne? Kar seveda ni resno. Ampak do neke mere pa tako, no, če si olajšaš delo, pa če to deluje, zakaj pa ne? Dobro se me na to spomnil, no? Ker ko sem razmišljal o tem, o čem bi sploh govorila, sem zmeri nekako prišel do tega, da mogoče se pa vprašati, a more gradbenik sploh znati programirati. Kakšno je tvoje mnenje okoli tega? Ne, jaz mislim, da absolutno lahko shaja brez tega, da bi programiral, da je lahko pa njegovo gradbeniško ali pa projektantsko življenje precej lažje, če znano. Jaz bi tako rekel. Že če znate v Excelu kaj naprogramirati, je dostkrat precej lažje. Če znate pa v nekem modelirniku, v katerem ste vsak dan si kaj olajšati s kakim programskim jezikom, je pa sploh lažje. Ja, mislim, da je bil odgovor z moje strani zelo podoben. Se pravi, ni stvar o tem, da mora pa vsak inženir na koncu koncev znati dobro programirati. Tudi to, kar recimo imamo pri nas na faksu okoli programiranja, so res takšne osnove, da se mi zdi, da študente bolj učimo razmišljati po nekih korakih in skozi neke algoritme, kot pa, da iz njih delamo neke programerje. Absolutno to najbrž ni potrebe potem. Je pa ena zadeva res, da zelo težko boš našel enega, recimo splošno izobraženega Python programerja in mu rekel, ok, daj ti bi pa zame v Archicadu nekaj naprogramiral ali pa v Allplanu bi nekaj naprogramiral. Najbrž bi šle te stvari precej počas. Tako da konec koncev en inženir najbrž se bo pa mogoče bolj usmeril v to stran BIM-a, ki nekako bolj nudi podporo enim načrtovalcem, kot pa da sami nekaj projektirajo. Ena izmed želja je tudi, da bi v tem nekaj več povedali v naslednjih oddajah, skozi pač uporabo Pythona v različnih programskih orodjih. Imeli smo že Revit, pa Dynamo, Allplan, Archicad. Tako da ja, želja najbrž je posvetiti nekaj oddaj na te teme. Ja, ampak predvsem za Allplan imamo mi dva neke izkušnje. Pred par let je bilo teh ljudi, ki bi se ukvarjali direktno s Python parci, ki so dejansko v Pythonu naprogramirani. Ne vem sploh, če jih je bilo kaj v Sloveniji, ali pa jih je bilo zelo malo. Razlog je bilo tudi v tem, da je bila dokumentacija takrat izjemno slaba, ampak od tega je zdaj že par let. Oziroma, ne bom rekel slabo, ampak v angleščini ni bilo kaj dosti, mi da smo pa bolj za nemščino. Nismo ravno fluent. Ja, res je. Stvari so se počasi začele zlagati skupaj. Vprašanje, kolikor sem gledal tudi danes, ta dokumentacija še zmeraj ni na nekem zelo visokem nivoju, se meni zdi. Še zmeraj je to tak black art v bistvu, za tiste posvečene, ki želijo porabiti ne vem koliko časa, da se te stvari naučijo. Čeprav jasno te začetki, konkretno za Allplan, v bistvu nekaj naprogramirati ni tako blazno težko. Mi je pa vprašanje, koliko dela je treba vložiti za doseči, za razviti nek konkreten Python part ali pa smart part v bistvu v Allplanu, ampak to je mogoče zgodba ali pa za intervju s kom od poslušalcev, ki imajo mogoče več prakse okoli tega. Tako da absolutno se priporočava za kakšen kontakt. Če se s tem veliko ukvarjate, pošljite nam e-mail, se bomo rade volje dogovorili za kakšno oddajo, ki bo pač pokazala osnovne stvari, kako to narediti. Ja, pa še nekaj bi jaz dodal, da takrat, ko smo se mi do tega želeli lotevati, smo ugotovili, da je boljš, da se tega loti nekdo, ki ve, kaj je težava, pa kaj je težava, ki jo rešuje, kot nekdo, ki bi se vključil samo zato, da bi nekaj naprogramiral. Zato, ker če ti program dosti dobro poznaš, pa veš, kaj bi rad z enim takim Python partom ali pa kakorkoli reševal, ima že polno narejeno. Tak je bil moj občutek takrat. Ja, to je bila glavna ovira, tisto, kar sva nekako se midva probala lotevati.
je to, da v osnovi moraš najprej sam program, v katerem bi rad to uporabil, pač Python dobro pognati, ali je to Alplan, Archicad ali kaj podobnega. Zelo težko je nekomu, ki nikoli ne uporablja Archicada, potem od njega zahteva, da zdaj mi pa, ne vem, naprogramira nek Python add-on ali kaj podobnega. Zelo težko, ne? Ker je toliko enih podrobnosti, ki so vezane na Archicad, se pravi od programskega vmesnika, ki ga lahko uporabiš iz Pythona, zato da pač, ne vem, postaviš določene stene ali ne vem, karkoli takšnega. Ne? In zdaj, če ti sploh ni jasno, kako ne bi to šlo, je zelo težko. Mislim, ti samo znanje Pythona, ne vem, pa forzank v Pythonu čisto nič ne pomaga. Mislim, da je bilo to za prvo takšno oddajo, da ne bova jasno izgubila vseh poslušalcev, ki bo rekel, zdaj, kaj smo, to sploh nima nobene veze s Pythonom, nima nobene veze z BIM-om. Tako da nič skrbeti, bomo tudi na BIM prišli kmalu, ampak za danes mislim, da je to zadost. Tako da bi jaz morda povabil samo naše poslušalce, da če jih te stvari zanimajo, da si poslušajo eno oddajo enega drugega podcasta, en podcast, ki se konkretno imenuje Talk Python to Me. No, že precej daleč nazaj so posneli eno oddajo Python in Building and Architecture, kjer je bil gost iz ene ameriške firme, ki se ukvarja mislim, da je z Dynamom, in so v bistvu okoli tega malo govorili, kako pa Python, pa Dynamo in v kakšnih primerih ga uporabljati in tako naprej. Tako da je zelo zanimivo, zelo praktično, nekako si dobil občutek, zdaj se pa dejansko da nekaj naprogramirati. Tako da toplo priporočam in podcast in tisto specifično oddajo, zato da dobite mogoče malo tudi širšo sliko uporabi Pythona v pač teh orodjih. Ja, gre pa za 162 oddajo. Bo pa to polinkan v zapiskih, tako da z veseljem povabim vse na bimpogovori.si, tam boste našli zapiske te oddaje in boste lahko tudi v stvareh, ki smo jih z Robijem omenjala, od raznih distribucij, posebnosti in podobnih stvari boste tam našli polinkan in boste se lahko mogoče stvari malo naprej pogledali. In kot rečeno, želja je posneti kakšno takšno oddajo, ki je bolj specifična za posamezno orodje. Ta je bila res tako malo nasplošno o Pythonu in programiranju, ampak kot rečeno, zelo težko, sploh tak govorni del, pa govoriti konkretno o Pythonu ali pa programiranju je zelo težko, ampak bomo pa probali vsem to posneti, tako da boste lahko poslušalci dobili malo bolj tak plastičen občutek, kaj se da in kaj se ne da narediti. Predvsem inženirji smo navajeni, da ko pridemo do kakega problema, potem pač iščemo rešitev. No? In za Python obstaja zelo velika, kako se tem reče, skupnost, ki pomaga pri reševanju problemov, ali pa zelo verjetno je ta problem, ki ga rešujete, že nekdo imel nekoč. No? In ena stran, kjer se najde ogromno teh primerov, pa odgovorov na vprašanja, ki so jih imeli mogoče ljudje pred vami, je Stack Overflow. In tam gor v bistvu brez Stack Overflowa se ne da več praktično danes programirati, ne? Ne, praktično ne. No. Mislim, se da, ampak precej več časa porabiš. No, ker je veliko lažje, kot da greš dokumentacijo prebirati, je vprašati direktno, kaj te zanima, in je zelo veliko verjetno, da že kdo to isto vpraša in da so mu tudi pomagali rešiti. Skoraj ni vprašanj, kar že ne bi bilo odgovorjeno. Je mogoče sam še ta zadeva, ko si ravno o pomoči govoril, ena taka zelo presenetljiva stvar okoli Pythona, še posebej kot rečeno, ker je odprtokoden programski jezik in za odprtokodne stvari se ponavadi reče, te pa ni dobra pomoč, pa v bistvu dokumentacija šepa, pa gor in dol, ne? No, Python ima pa to dokumentacijo res zrihtano v nolo. To je pa vse podokumentirano, vse opisano s tutorialimi, skratka res na nivoju, tako da tle ni dileme,
dejansko sem navdušen nad tem, kako imajo to dokumentacijo urejeno. Od te osnovne pa do referenčne, do vsega. Tako da ne rabite ravno v prvo knjižnico zaviti in si sposoditi debelo knjigo v Pythonu. Vse je online. Jaz mislim, da bi s temle tole oddaja zaključila. Robik, se strinjaš? Se strinjam. Moramo še positi kaj za naslednjič. No, tako. Tako da, Robi, kam ti lahko pošljajo poslušalci vprašanja okoli tega, kaj pa zdaj s PHP-jem narobe? Lahko robert@klinc.net, pa ne pretiravati, prosim. No, vsekakor si pa oba želiva, da kakšno sporočilo pošljete kar direktno na info@bimpogovori.si. Kot rečeno, če ste vešči in vsak dan programirate v Pythonu znotraj kateri izmed orodij, ki so blizu Bima, ali pa to delate samo zato, ker vam je Python všeč, vsekakor se nam oglasite. Bi radi posneli kakšno tako oddajo, zelo praktično. Tako da to je skratka vse za tole oddajo. Robi in poslušalci, adijo. Adijo.